vsako naše delo za človeka, v njegovem imenu, zanj in za vse, smo trudni in žalostni. Silni so oni, ki ne poznajo lastne koristi in so jim srca odprta, kakor svetjajoči travnik. Silni so oni, ki se ne oklonijo, ki se ne zlomijo, ti premagajo svet in ne umrejo. V meni je čas, ko bo človek človeku človek. V meni je čas, ko bo narod narodu narod. Pregovorimo z besedami Frička Gotovina, prosim, ponavljajte za menoj. V meni je čas. V meni je čas. Ko bo človek človeku človek. Človeku človek. V meni je čas. V meni je čas. Ko bo narod narodu narod. Narodu narod. Človek Človek. človeku človek. Človeku človek. Narod Narod. narodu narod. Narod narodu narod. Svojo zemljo moramo dvigniti v višino svetovnih zemlja, v širjavo človeških pravic, v globino etičnih problemov. Svojo zemljo moramo dvigniti. Svojo zemljo moramo dvigniti. V višino svetovnih zemlja. V višino svetovnih zemlja. V širjavo človeških pravic. V širjavo človeških pravic. V globino etičnih problemov. V globino etičnih problemov. Za mir in To ljubezen. je za nas To je za nas kulturno poslanstvo slovenstva. kulturno poslanstvo slovenstva. Vedeti moramo, zakaj družba propada, in oblikovati moramo novo strukturo, ki ne bo osnovana na posnemanju, ampak na ustvarjalnem razumevanju. To pa je negativno mišljenje. Kaj ne? Negativno razmišljanje je namreč najvišja oblika razumevanja. Če hočemo ugotoviti, kaj je ustvarjalno razmišljanje, moramo pristopiti k problemom z negativne strani. Prav je Pozitivni tako. pristop k Bravo. problemom bi bil samo imitacija. Rekli bi, da moramo postati ustvarjalni, če hočemo zgraditi neko novo družbeno strukturo. Če hočemo razumeti neko stvar, ki propada, jo moramo proučevati in raziskovati z negativne strani, ne pa s pomočjo pozitivnega sistema.
pozitivnega vzorca ali sklepa. Zakaj družba tako očitno propada in se ruši? Eden od osnovnih vzrokov je v tem, da posameznik ni ustvarjalen. Naj razložim, kaj s tem mislim. Mi smo ustvarjalni, ker stalno posnemamo. Posnemamo sami v sebi in tudi na zunaj. Na zunaj je posnemanje gotovo potrebno. Posnemamo, ko se, na primer, učimo razne nove veščine ali ko se med seboj pogovarjamo in ponavljamo besede. Če hočem postati inženir, moram najprej obvladati tehniko, da bom lahko potem uporabil pri gradnji mostov. Kadar se učimo zunanje veščine in spretnosti, moramo do neke mere posnemati. Ko pa posnemanje postane psihološko, notranje, zagotovo ne moremo biti ustvarjalni. Naša vzgoja, družbena struktura in tako imenovano versko življenje je osnovano na psihološkem posnemanju. To pomeni, da se prilagajamo nekemu družbenemu in verskemu vzorcu. Nismo več pravi posamezniki, ampak smo samo še ponavljalni stroji, ki se na določen način odzivajo, pa naj so ti odzivi hindujski, krščanski, budistični, nemški ali angleški. Naše odzive pogojujejo družbeni vzorci, naj so vzhodni ali zahodni, verski ali materialistični. Posnemanje je torej eden od osnovnih vzrokov za propadanje družbe. Pri tem ima destruktivno vlogo avtoriteta, voditelj, katerega pravo bistvo je vedno posnemanje in ponarejanje. Če hočemo razumeti pravo naravo naše razpadajoče družbe, moramo raziskati, ali lahko mi vsi, vi in jaz, kot posamezniki postanemo ustvarjalni. Le tako bomo spoznali, da posnemanje lahko neizogibno pripelje do razkroja. Kjer je avtoriteta, tam je tudi posnemanje. In ker je naša celotna psihološka struktura osnovana na avtoriteti, se moramo najprej osvoboditi vseh avtoritet, če hočemo postati ustvarjalni. Lep pozdrav, mi smo Žižke hlače, začenjamo današnji dogodek, ki je posvečen vsem, ki se ne strinjamo s položajem, kamor ga nas je pripeljala vladajoča struktura. Sice grde.